Živijo, me veseli, da ste spet z nami v oddaji Ambienti. V današnji oddaji si bomo ogledali okrasni vrt v Prlekiji, ki se razprostira v dveh nivojih, vprašali arhitekta, kaj je pomembno pri načrtovanju kopalnice in izvedeli, kako v kavarniškem stilu opremiti stanovanje. Če se arhitekt in naročnik ujameta pri prvem stanovanju, ni razloga, da ne bi sodelovala tudi pri morebitnem drugem. Ni pa nujno, da stil opreme obakrat ostane isti. Arhitektka Špela Modic je že pred 10 leti gospe Simoni načrtovala stanovanje. Ob vselitvi v novo stanovanje sta zopet sodelovali, ampak tokrat je stil nekoliko drugačen. Gospa Simona, kakšno je bilo prejšnje stanovanje? Po 10 letih v prejšnjem stanovanju, ki je bil sicer čudovit in krasen po Špelini zaslugi, sem se po moje najbolj veselila selitve v novo stanovanje ravno zaradi možnosti ponovnega sodelovanja. Se pravi, ključna razlika je lokacija stanovanja, druga pomembna razlika pa je tudi ta, da tam je bil dupleks, specifičen, ozek, dolg stanovanje, medtem ko tukaj je pa etažni, precej širši in se lahko na drug način poigraš, tako da je izpadel zdaj tak stil kot kavarniški lounge, tako pač. In to smo pol, v to smer smo se usmerili. No? In mislim, da nam je res super izpadel, sploh s to galerijo, s takšnimi posebnostmi, kot so star zemljevid, te hlodi stari. Inox kuhinja, to da spet itak. To so bile moje sanje, inox kuhinja. Ne? Pa tudi luči se mi zdijo, da so nekako te moderno kavarniške. No? Tako, ja. Dobro, se pravi, stanovanje je zdaj večje in kot tako ponuja tudi nek poseben magični kotiček in vi kot modna kreatorka ste verjetno navdušeni nad tem, da imate lahko svojo avenijo z omarami. Ja, če bi bila avenija, ne. No, pač je neka sobica, kar nekaj metrov, je, kar nekaj metrov. No, je, še več bi lahko. Pa potem je še ena sobica. S čevlji sem videl, je tudi kar precej velika omara. Ja. No, povejte. No, tako. Ja, no, to je pa sploh. Mislim, če zaradi drugih stvari bi še lahko kaj komplicirala, ampak ker sem pa videla opcijo, da bo možnost tukaj imeti neko sobo namenjeno garderobi, je bilo pa to, pa podpišeš. Ne. To je neka stvar, ki dejansko ne razumem, zakaj v Sloveniji ni več tega. Mislim, da že v osnovi, zakaj se ne zasnujejo tlorisi tako, da so garderobne sobe pod mus, tako kot je mus, ne vem, skladiščnica ali pa pač neki prostori. To bi enako mogli biti del, ker nekako omaro boš seveda umaknil iz spalnice. Mislim, spalnica je, kaj ne rečem, svetišče ljubezni. Ne vem, a ni moteča tam not, no, tako da, če se ne da, no. Imajo vse te oblačila noter tudi neko zvočno izolacijo, pa tako, ne? Ja, no. Imate dovolj vseh teh metrov omar, ali bi rabili še nekaj par metrov za še kakšne nove kreacije? Tako je srečen, seveda kot modna oblikovalka, da imam tudi prostore, salon, skladiščni delavnico, kjer je še par oblačil, tako da skoraj še enkrat tukaj, no, tako da bo treba še biti priden pa delati, pa si očitno privoščiti še dodatno. Seveda, ker s Špelo bomo mogli spet sodelovati, ne? Upam, da bo to sicer kje v New Yorku naslednjič ali pa se že selite? Spet ponovno? Ja, jaz se že delno malo pripravljam. Sej, tudi če bo čez 10 let, to hitro mine, ne? Ja, sej na 10 let se vi ponovati zdaj, mislim. Tako, služba pravi na 5 let, ne, stanovanje pa na 10, recimo. Na koliko časa se pa moža mena? To se pa ne sme menati. Ja, to pa ne, prav je tako. Špela in Neža, arhitekturni tandem. Špela, vi ste že pred 10 leti sodelovali z gospo Simono pri opremljanju njenega prejšnjega stanovanja. Kakšne pa so bile tokrat njene zahteve? So bile kaj drugačne? V primerjavi s prejšnjim projektom je bil ta projekt nekoliko drugačen. Stanovanje je le novogradnja. Imelo je 3 otroške sobe, od katerih sta bili za dvojčka uporabljeni 2. Tretjo smo potem priključili spalnici, premaknili smo tudi vhod v spalnico, tako da je zdaj ostala neka taka oaza miru za starše.
kjer je udobna spalnica, garderobna soba in pa njuna zasebna kopalnica. Zato smo v drugi dnevni WC spravili še tuš, da ima ta dvojčka potem svojo kopalnico. Odstranili smo predprostor, razbili smo ploščice, ki so bile takrat omejevale, kje naj bi bila kuhinja, kje je predsoba, tako da kuhinjo smo premaknili na drug konec prostora, parket smo dopolnili tam, kjer je bilo, in pa opremili vse z novo keramiko, ki je pač mogoče malo bolj posebna, teh 6-kotnih oblik. Se pravi, stene niste rušili tukaj ali pa da bi kakšne... Ja, v kopalnicah smo recimo nekaj rušili, tudi tukaj to steno med predsobo, ki je bila pač tako kot v drugih teh stanovanjih v tem naselju temačna, brez dnevne svetlobe smo jo tudi porušili. Nismo pa šli tudi zaradi budžeta, nismo šli v neke velike gradbene posege. Kaj pa pri sami notranji opremi? Ste se tudi verjetno morali poigravati, se verjetno tudi držati nekega budžeta, ki je bil na voljo? Ja, pri notranji opremi smo se držali nekega budžeta, predvsem pri teh kosih pohištva, ki bojo ostali v stanovanju v primeru, če se bojo lastniki stanovanja selili. Nekaj več kreativnosti in svobode smo si privoščili tako pri teh premičnih kosih, ki jih bodo lahko vzeli sabo v primerjavi selitve. V stanovanju sem opazil kar nekaj starega lesa oziroma nekaj pohištva ali pa deluje kot postaran les. Ne, mislim, ni postaran les, les je pač natur in je v resnici tak, kot je star. Tudi postelja? Ja, postelja je zbita, to je mizarsko narejeno, je zbita skupaj, ravno zato, da smo tudi tam pač prišli do nekega tega občutka nesterilnosti in te prijetnosti in domačnosti in vnesli nekaj naravnega v ta prostor, tudi luster je izdelan tako, pa pulti v kopalnicah, kar tako super paše na te ploščice, ki imajo tudi neko teksturo, tako da je vse povsod dosti teh nekih tekstur, različnih struktur, ki se potem plastijo in prepletajo, da potem se ustvarja ta občutek nesterilnega. Zdaj vemo, kako imajo oni noter, ampak kaj, ne morejo gledati, kako imajo pa drugi. Se pravi, naša oddaja Ambienti, oni ne vidijo, televizije ni. Ja, televizija je, ampak smo jo ravno zaradi tega, ker če je televizija center prostora, potem mora biti ves prostor usmerjen v televizijo, kar tako determinira dnevno sobo in v tem primeru dnevno sobo, jedilnico in kuhinjo. Zato smo televizijo skrili za zaveso. Televizija je pač na tej gibljivi roki, tako da se pač preprosto odkrije zaveso, se potegne televizijo ven in se lahko gleda televizijo. Tako da ne bo noben zamudil. Nič ne bojo zamudili, dobro, me veseli. Se drugačnost pa dobijo tudi na našem arhivu. No, super. V slovenskih gospodinjstvih porabimo približno 80% energije za ogrevanje. Da bi prihranili to energijo, je treba poskrbeti za boljšo izolacijo stavb in hkrati tudi marsikje za zamenjavo ogrevalnega sistema. Ena od alternativ, ki jo imamo, je uporaba IR panelov. Gospod Aleš, kaj so pravzaprav IR paneli in kako jih uporabljamo? Infrardeči paneli, to so v bistvu plošče, ki delujejo na elektriko. Kot vemo, elektrika je vedno cenejša, glede na kupno moč. V bistvu to so plošče, ki se montirajo v večji predelu na strop in potem oddajo toploto. In to toplota segreva predmete, prostoru, tla, stene. Vsi ti predmeti potem oddajo toploto nazaj v prostor in vmes lahko IR panel miruje. Vklapa pa se nekje tam med 3 in 6 ur na dan, povprečje. To pomeni, da s tem šparamo energijo. Kakšne so pa prednosti infrardečih panelov? Prednost je največja ta, ker investicija v primerjavi z temi zdaj trenutnimi sistemi ogrevanja, tudi tam do 3 do 4-krat manjša. Zakaj? Ker je zelo preprosta tehnologija. Potem ni potrebno nobene kotlovnice, nobenega dimnika, ni potrebno
nobenih razpeljave po prostoru, nobenih cevi, nobene peči in zaradi tega ni potrebno lahko tudi cenejše. Prednosti so še pa ostali, toplota je veliko bolj blagodejna, veliko bolj zdrava, to zaradi tega tudi uporablja infrardeča toplota, se uporablja tudi v inkubatorjih, infrasavne so v bistvu najbolj zdrave, sonce oddaja infrardečo toploto, ker sonce, kot vemo, tudi zelo pozitivno vpliva na zdravje, ljudje smo poleti veliko bolj zdravi kot po zimi. So paneli primerni za vse vrste stavb ali mogoče komu odsvetujete uporabo? Paneli so za vse vrste stavb. V bistvu lahko se uporabljajo v stanovanjih, hišah, uporablja se normalno lahko za glavni način ogrevanja, ne samo za dogorevanje. Potem uporabljajo se v tovarnah, halah, rastlinjakih, infrardečih savnah in tako naprej. Če se nekdo odloči za IR panele, v kolikšnem času bo njegov dom že topel? Stranka dobi seveda kontakt na naši spletni strani www.ecosen.si, v bistvu naroči ogled in potem pride regijski svetovalec na dom pogledati seveda objekt, potem na podlagi tistega potem naredimo energetski izračun in potem kasneje pa seveda sledi tudi kasneje montaža. Montaža IR panelov, to traja nekje med 7 in 14 dnevi. In pač mi se ukvarjamo kot Ecosen podjetje, se ukvarjamo s tem 7 let, smo eni izmed redkih, ki se ukvarjamo s tem res profesionalno. Imamo na bistvu regijskih svetovalcev imamo nekje okoli 12 in 15 montažnih ekip. V teh 7 letih, odkar obstaja podjetje, koliko objektov ste že opremili z paneli? Opremili smo 4000 objektov v Sloveniji in nekje okoli 500 objektov v tujini. Vsa ta mnenja naših strank se da videti na www.ecosen.si. Tam so tudi video mnenja, ker stranke rade delijo svojo izkušnjo, zaradi ker so pač zelo zadovoljne. Ljudje vedno bolj spoznavajo, da je to v bistvu trend prihodnosti. To predvsem zaradi tega, ker je veliko toplejši dom, veliko bolj prijetna toplota, ob pol nižji investiciji in v bistvu več kot 50% nižji porabi. Po oglasih si bomo ogledali, kako sta lastnika ukrotila strm breg in vprašali arhitekta, kaj je pomembno pri načrtovanju kopalnice. Arhitekt Florjan nam bo predstavil, kako se lotiti načrtovanja nove kopalnice in kakšni so trendi pri opremljanju kopalnic. Kopalnica je nadvse pomemben prostor vsakega doma. V kopalnici se dan začne in tudi konča. Zato načrtovanje kopalnic ne kaže zanemariti. V kopalniških salonih trgovine Sam poskušajo strankam pomagati na različne načine, da dobijo tako kopalnico, kot si tudi želijo. In tudi s pomočjo arhitekta najdejo za njih najbolj optimalno rešitev. Gospod Florjan, kako vi v trgovini Sam pomagate nekomu, ki si želi novo kopalnico? Stranko probam voditi čez celoten postopek izbire vseh elementov kopalnice in skušam najti optimalno rešitev, nove postavitve, v njih odkriti tisto željo, kaj želijo sploh od kopalnice in jim to tudi ponuditi. Recimo, če si jaz želim novo kopalnico, kaj vi potrebujete od mene, da lahko naredite ta 3D izris? Najprej potrebujem osnovne mere prostora. Zdaj, če si slučajno ne bi želeli sami pomeriti, lahko tudi jaz pridem na dom in zadevo opravim sam, kar se tiče izmere. Potem pa pač pripravimo prostor v 3D modelu in ko določimo nekak izbor kopalniških elementov, ploščic, te zadeve prenesemo v program in potem spробujemo variacije postavitev. Ko ste že omenili ploščice, pri vas je velika izbira teh različnih ploščic. Kako naj se odločim, katero, kako? Težko. Si mislim. Zdaj odvisno je, nekateri ljudje pridejo sem že z dosti jasno sliko, kaj želijo in so odločni, rečejo, to mi je všeč, gremo naprej, najdemo optimalno varianto postavitev, izračunamo kvadrature in vse te stvari. Nekateri pa vidijo preveč lepih stvari ali pa preveč slabih in težje malo najdemo neko optimalno varianto. Takrat gremo skupaj čez salon, probamo najti neko pričakovanje, kaj želijo z novo kopalnico in potem sugestiramo majčkeno, katere ploščice bi bile mogoče in primerne za
njihovo kopalnico. Kar se tiče vgrajevanja, izvedbe del, lahko ponudimo strankam montažo parketa, vinila in pa notranjih vrat. Kar se tiče pa ostalih del, pa predlagamo izvajalce, za katere vemo, da svoje delo opravljajo vestno in kvalitetno. Kakšne dileme se običajno pojavljajo pri opremljanju kopalnic, seveda pri strankah? Pri strankah prihaja do različnih dilem. Ene so pri prenovah odločitve, tuš, kat, oboje, seveda se stvar tudi nekako prostorske zmožnosti, kaj prostor sploh prenese. Kaj pa vi svetujete, recimo tuš, banja? Zdaj, če je prostor, je smiselno, vprašanje je, v kakšnem obdobju smo. Starostniki prihajajo z drugačnimi željami in potrebami, kot pa mlade družine, ki si kat želijo zaradi manjših otrok, kjer se le dogaja igra v banjah. Ampak kakšna točno dilema je pri bideju? Saj uporabiš še danes ravno taka, kot je bilo včasih. Drži, stranke so ob dvomih, ali ga še uporabljajo. Odvisno je zdaj, katera starostna skupina načrtuje prenovo kopalnice. Nekomu ne bo več služil, kakšni mladi družini bo pa to primeren nadomestek umivalnika za manjše otroke. Aha, res, glede na to se tudi odločajo. Seveda. Ja. Kaj pa potem pri pisuarju? Pri pisuarju kje je tukaj dilema? Dilema ni več toliko dilem pri uporabi pisuarjev v stanovanjih, zdaj, ko so tudi pokrovi, da malo omehčata odprti videz pisuarja. Odločajo se vedno več, tudi pri družinah, kjer številčnost moških ni tako velika. Res, tudi samo za enega člana? Tudi. Imamo stranko, ki je se odločila za pisar, kljub temu, da je oče edini moški v družini. Gospa Saša, smo sredi ustvarjalnega procesa opremljanja tele vaše kopalnice. Kopalnica je taka, kot je zaradi vaših želja, ali tudi mogoče s pomočjo koga drugega ste prišli do tega rezultata? Načeloma zelo po mojih željah, so mi pa zelo pomagali v samo, ker na koncu denarja pač zmanjka in zmanjka tudi za ploščice, malo dražje, ampak smo imeli tako ustrežljive te prodajalce, da mi je izpolnil neko željo. Ker sem prišla v trgovino in sem rekla, jaz imam jurja, se pravi 1000 evrov, za bano pa za ploščice. Za oboje skupaj? In sva čarala. In je šlo? In je šlo. Ene 5krat sem bila tam, da nas sva vse to zrisala. V hiši živite že približno pol leta. Pol leta. Imate 2 kopalnici, se pravi ta, ki je zdaj še v obdelavi, in spodnja, ki je pa že popolnoma narejena. Spodnja je bila tista prva, ki je mogla biti, da se sploh v hišo lahko usedeš. Se pravi, tista je manjša, predvidevala se je, se pravi, za goste, za prehodno, ker smo več v spodnjih prostorih, pa za moža, ker smo pač 3 dekleta in oba imel svojo kopalnico. Ja, tako, ta je njegova. No, zdaj smo pa pač tako deleč, da bi bilo fino, da pač še to zgornjo zrihtamo in zdaj pač smo v fazi urejanja. Se pravi, v tej kljub temu, da je večja, pisuar odpade. Tako. Ker v spodnji je pisuar, fanta malo pa samo enega. Ja. Zaenkrat? Zaenkrat. Še 2 dekleti sta doma? Kandidati za zete pa prihajajo, ja. Navdihujoč okrasni vrt v Prlekiji se razprostira v 2 nivojih. Zgornji in spodnji del vrta je nekoč povezovala nevarna travnata strmina, ki jo je bilo težko kositi. Da bi ukrotila breg, sta lastnika terasi povezala stopnicami iz železniških pragov, brežino pa utrdila s kamni in štori ter mednje posadila rastline. Navdihujoč okrasni vrt Olge in Robija v Prlekiji se razprostira v 2 nivojih, na približno 1000 kvadratnih metrih površine. Bivalni del vrta je tik za hišo in radovednega obiskovalca zapelje živo barvno rastlinsko kuliso ter zvokom žuboreče vode. Tule je del vrta, kjer se dejansko družina največ zadržuje. Ribnik nam daje eno posebno energijo. Tule imamo mizo, stole, vrtno pohištvo, kjer imamo kosila. Vsi vikendi so vedno zunaj, kosila vedno zunaj, tudi zajtrke, ko je poleti zelo vroče, je zajtrk tule čudovit. Ribnik je nastal pred 5 leti. Lahko pa povem, da je bil to izjemno naporen projekt. Najprej smo se ukvarjali s prostorsko omejitvijo, ker sem si jaz zaželel večji ribnik, kot je bilo prostora.
smo morali odstraniti del vinske trte oziroma brajd, ki so rasle tu zraven. Potem druga ovira je bila pesjak od naše psice, ki je stal prav na tem delu, kjer je sedaj leseni podest, smo ga selili na drugo stran vrta. In med vsem tem seljenjem smo mi tudi pridno zbirali material za ribnik. Vso to kamenje in skale so pripeljane iz okolice Vrhnike in pa Logatca, ki smo ga doma zlagali na lesene palete. Ko pa smo bili mnenja, da imamo materijala dovolj, pa smo začeli z zemeljskimi deli. Sam izkop sem napravil ročno, pri tisti končni, najtežji nalogi pa so mi pomagali prijatelji. Sama posebnost ribnika pa je ta, da lahko ribice plavajo še tudi delno pod leseni podest in pa pod to veliko kamnito skalo. Na to skalo veliko krat pride tudi naša psička Pija, prije pit vode, pa malo zafrkavati ribice, da mislijo, da so dobile hrano. Zlasti, ko se zmrači, se v toplih mesecih iz ribnika oglaša žabji orkester, ki lahko domače uspava ali predrami. Prvo in drugo leto je res bilo par obupnih primerkov in nekaj neprespanih noči. Sicer še zdaj ne vem, če je bila to kriva tista generacija žab, da so bile čisto neuglašene in brez posluha za regljanje, ali pa se še mi nismo navadili na ta novi zvok. Zgornji in spodnji del vrta je nekoč povezovala nevarna travnata strmina, ki jo je bilo težko kositi. Da bi ukrotila breg, sta lastnika terasi povezala stopnicami iz železniških pragov, brežino pa utrdila s kamni in štori ter mednje posadila rastline. Tu so v osnovi že rasla velika drevesa, ker imamo povezano dejansko z naravo, z gozdom, in ta velika drevesa so dajala senco temu delu vrta. Vsi vemo, mah je vedno prisoten v senčnem delu. Nekaj časa smo se ga probali znebiti, ampak smo ugotovili, da je boljše, da se povežemo z naravo in mah izkoristimo v svojo korist dejansko. Zato je tu nastal mahovnjak. Jaz sicer kaj dosti nisem poznala rastlin za senčni del, ker naš vrt še ni toliko star in smo dejansko zasadili drevesa pred kakimi 15 leti, ampak drevo nekaj časa rabi, da zraste in daje senco. Zato sem bolj poznala rastline za sončni del vrta. Predvsem imam na tem sončnem delu maslenice, ki pa pravijo, da so rastline za lenuhe, saj z njimi nimamo veliko dela. Edino, kar je, morate pobrati suhe odcvetele cvetove. Tudi ne rabijo zelo dobre zemlje, namreč tu pri nas je bila navožena zemlja in ni bilo kaj veliko dobre zemlje, tako da so zelo priporočljive tudi za take, ki nimajo vseh ugodnih pogojev za rast. No? In ko smo tu ugotovili, da dejansko rase mah, sem začela iskati tudi rastline za senčni del vrta. To so hoste, praproti, ki čudovito uspevajo v tem delu vrta. Mah je pa že v osnovi rasel, kjer ga pa ni bilo, smo ga pa zasadili. Medtem, ko Olga skrbi za rastlinske kombinacije, Robi ustvarja vrtne kreacije. V njegovi delavnici nastajajo najrazličnejši okrasni detajli iz lesa in kovine. Tudi veličastni kamniti portal z vodnjakom je delo njegovih rok. Ta del obzidja smo mi poimenovali grajsko obzidje. Staro je 3-4 leta. Od večjih projektov na vrtu je to najmlajši projekt. Cilj pa je bil, da bi izgledal kot najstarejši del zaključka tega vrta. Sama ideja je nastala zato, ker je na tem mestu prej stal zbiralnik vode iz neerjavne pločevine in smo ga želeli zakriti. In tako je nastala ideja o vodnjaku.
ki pa je tudi prerasla malo na večje v obzidje. Material je ta peščeni kamen, do njega smo prišli čisto naključno. V okolici Svete Trojice v Slovenskih Goricah so podirali eno staro poslopje in se je dalo zmeniti za material. Motiv vrat je vinska trta in pa grozdje. Ideja mi je bila logična, ker trta obdaja celotno to obzidje in sem želel nadaljevati ta motiv tudi skozi vrata. V celoti so varjena iz različnih premerov cevi in pa malo domišljije. Namerno jih nismo zaščitili, ker smo želeli s tem pokazati dodaten videz staranja. Listi te trte so izrezane na plazenskem stroju, oblika jagod pa je iz jeklenih kroglic zavarjena. V tem kotu pa imamo še okno, kjer hranimo kip prve lastnice, ki je nekdaj bivala v tem grajskem obzidju. Vabim vas, da nas spremljate na našem Facebook profilu TV Ambienti in na spletni strani www.tvambienti.si. Imejte se lepo, uživajte v tisočerih lučkah in vidimo se spet prihodnji teden, ko si bomo ogledali praznično okrašeno stanovanje v prestolnici s pogledom na Ljubljanski grad in hišo z razgledom v Savinjski dolini, ki je zgrajena iz slame, ilovice in lesa.